vse leta, oziroma stopi še korak nazaj. Kako ste vi pravzaprav prišli do tega mizarstva? Mislim, da ste, da ste začel mizariti. Nekaj je v familiji. Je, ne? Ja, nekaj je v familiji. Nek Peruci, Ja. ki se je zatekel v najbolj možno zakotno vas Osredek nad Iškim Vintgarjem. Po tradiciji je bil mizar in graditelj mlinov. Tako da to je malo v familiji. In po materini strani je bil pa tudi en star stric, nek Maks je bil tudi mizar. In tek so pa Suhadolci, ki so pa z Dobrove, je bil pa moj ded, ki je bil tudi Anton Suhadolc, je bil Taužent Kinstler in je znal narediti po tradiciji sod. Kdor zna narediti sod, je več kot samo mizar, ker to je pa zelo zahtevno in skoraj čudežno opravilo iz nekih ravnih desk. Vi naredite nek objekt, ki drži vodo. Ja. Mislim, to moraš biti velemojster, če ćeš to skup spraviti. In od tega mojega pradeda, deda, imam še nekaj orodja doma. In to so darskega, prav neki taki skobelniki so, imam 3-4 kose, ne. Pa en tak, ta dolg oblič, to je še vse. Njegov. Ja, od tega, ja. Se pravi, po obeh plateh. Po Je skoraj torej- 3 plateh bi rekel. Ja, kaj pa je da ta gospod Peruci? Je pa, kdo je bil on? Kaj ste ga omenili na začetku? No, s temi Peruci, to so cele štorije in zgodbe. Ne, ampak zakaj ste ga omenili v tej povezavi z vami? On je bil mizar. Ok, ampak se mizar. Ja, seveda, no. Ta Peruci, Jožef, se je pol preselil na Brezovco in je imel sina Martina Perucija. In ta sin Martin Peruci je imel pa hči Mico Marijo, ki se je poročila z Suhadolc. No. Aha, ok, se pravi, to je vaš In od vseh teh, Martin Peruci je praded. ja, praded. No, Martin Peruci je bil tudi malo arheologa, pa malo raziskovalca, pa tako. In ulica v Ljubljani, Perucijeva, je po mojem Po njemu? pradedu. A, tako? Martin Peruci. In o tem Martinu se da povedati vse mogoče, ne. In naprej, pa nazaj, pa na levo, pa na desno, pa gor. Najbrž ni časa, da vse tole dele skozi šla midva. Časa imava, kolikor hočeva. Ampak zakaj pa je bil toliko znan, da se ulica po njemu imenuje? On je imel eno nedokončano srednjotehnično šolo na Dunaju. Zdaj je znal nemško in za tiste čase visoko izobražen. In je veljal na Barju v Črni vasi, kjer je stanoval, je veljal kot ljudski tribun. In je celo zastopal kmete v kakšnih pravdah. Se pravi, da je bil tako kot en notar ali pa odvetnik. In ob tem, da je bil pa tudi kmet, je pa odkrival v različnih priložnostih kolišča na Barju. Aha, zato pravite, da je bil tudi malo arheologa. In je bil arheologa mal, in ko je to najdel, je pa poklical iz Rudolfiniuma, oziroma zdajšnjega muzeja, ne, na znanem trgu, ne, je pa poklical te Milnerja, pa Walterja Schmida, pa šef direktor je bil tale Dežman, ne, Karl Dežman. In se je kar družil s temi intelektualci in med drugim njegov prijatelj bil Fran
Levstik in po tradiciji naj bi bil Levstik boter njegovim mnogim otrokom. No, eden izmed teh otrok je bil pa Svitoslav Peruci, slovenski kipar. No, njegovo najbolj znano delo je spomenik vis-a-vis Sodnije. Aha. No, to je naredil Svitoslav Peruci in tam, kjer je zdaj Miklošičev doprsni kip, je bil čas kip Franca Jožefa. In je on pač naredil tega Franca Jožefa, ki so ga po prvi svetovni vojni sneli in je še zdaj v mestnem muzeju nekem depoju. Ja, In so poklicali Dolinarja in je Dolinar naredil pa doprsni kip od Miklošiča in so na isto mesto postavili Miklošiča. In je to praktično vse v redu, ne? In tisti angel odspred, ki je prej častil z oljčno vejico, častil Franca Jožefa, zdaj časti Miklošičeva in vsi živi, vsi zdravi, ne? No, in na to vizo sem jaz naredil že kar nekaj predlogov, od katerih noben je bil sprejet. In sicer po vojski, po osvoboditvi, ko smo dobili svojo državo, so te heroji iz narodno-osvobodilnega boja malo stopili v offside, ne? Niso bili več tako zelo grozno čaščeni od spred, od zad. In so se pojavile tudi kakšne govorice in skepse vis-a-vis njihovega delovanja in življenja. In so se tudi malo ljudje sprašvali, tale Kidričev kip, ne? Ja. Kaj smo zdaj s tem, a je prav, da to še stoji tam, pa tako, ne? In sem jaz v Mladini je bilo to publicirano, predlagal, da bi se Kidriču odrezala glava in da bi se ta glava inštalirala mogoče na gradu v neki dvorani, ki bi se potem imenovala dvorana slovenskih predsednikov vlad. In da bi namest Kidričeve glave prišraufali takrat glavo Drnovška. In ko bi bil... Pol pa spet. In ko bi Drnovšek svoje odplozal, ne? Ja. Bi šel spet ta Glava gor. na gor in bi prišraufal, kdo je bil za Drnovškom? Ne, Janša ne sedi, no. A ne, predsednik ni bil nikoli. Vlade. A je vlade, ja. Ja. Aha, da bi predsednike vlade. Ja, Kidrič je bil v načelu predsednik prve slovenske vlade. Ja, točno, ja. No, kar se zdaj tudi malo oponira, če se to ni bila nobena vlada, kdo je pa zvolil, ne? No, kakorkoli. Ampak to bi bilo Jaz sem se v šoli učil, da je bil Kidrič predsednik prve slovenske vlade, ki je bila ustanovljena v Ajdovščini, ne vem, 5. maja 1945, ne? Ja. No, in pol, ko bi Janša svoje, da bi ga spet montirali gor na grad, ne? Pol pa, ko spet pride v vlado, bi pa glavo sam dol prinesli. In pol je bil, ne vem, kaj bo, Cerar ali kaj sem, kaj se... Cerar, pa je bil pa spet Janša. Ja, bi pa spet doljo prinesel. Ja, no, pa bi dol prinesel. In bi bil tam en šrauf in bi se te lepo glave menjavale in bi bil to en ceremonial, inauguracija z odšraufanjem preteklega predsednika in z prešraufanjem ta novega predsednika. Pa to bi cel svet se bi vzel to kot totalen humor, ne? Ja, res. In ni bilo sprejet. In se pravi, v Mladini je bilo to objavljeno in mislim, da so bili poleni odzivi, tudi vsi negativni, da to pa ne, da to ne gre. Ampak stari Rimljani so to točno delali. A res? Ja. Da so glavo sneli. Rimljani so imeli soho Ja. in ta soha je imela glava, ki je bila
demontažna. Se pravi, Soha je bila pa generična. Medtem ko Soha je bila stalna. Jasno, neka postava v togi, Ja, vseh teh, Ja. z rokami, kaj ste, ni važno. Ne? Stari Rimljani so to čisto normalno počeli in baje, da je tudi tale kip Emonca, Emont tam Plečnikov podhod, Ja? tukaj je zdaj replika tam v originalju v Narodnem muzeju. Ne? Ja. No, baje, da je ta Emonec, da je imel tudi glavo, ki se je dala ne odšraufati, ampak takrat so jo kar v bistvu zacinili. Ne? Stari Rimljani so postopek cinjenja že kar obvladali. Ne? In lotanja, ne, tudi ne, z medenino, z srebrom. Ne, Aha, jaz sem mislil, da so Rimljani to na kamnitih kipih delali, ne? na bronastih. Na bronastih. Einfach, zabavno bi bilo, noben ga ne bi bolel. Vsi bi to vzeli kot neko posebnost. Ne. Ja. Ja, se bi bilo res zabavno. In tam gor na gradu bi se te sohe gor, V bistvu glave bi se nabirale gor. Ne? do prsni kipi, ne? Ja, tako Mislim, je. glave, no, kakorkoli. Kakorkoli, ja. Tehnično je to stvar debate, kako in kaj. Ne. V bistvu z glave, ne. Pa kakšen Bratuškova, pa kaj je bil un Kamenčan, kaj je bil, no, Ja, on humorist, humorist, no. karkoli že. Serpentinšek, ne. Serpentinšek, ja, Marjan, kaj je bil? Starec. Šarec, točno. Šarec, no, Serpentinšek. Ne. Pol zdaj bi bil, zdaj imamo tega. Pa Pahor je bil menda tudi vlade, ne, en čas. Ja. Tudi. Pa, mislim, da ni Ja, bil, ja, kaj bil, bil vlada, že vlada, v vlada. LDS, je bil še en, a ni bil Rop. Pa Rop, seveda, jasno. Rop, No, jasno, no, Rop, pa Ja. Pahor. Zdaj imamo Pa zdaj ta. tega Primorca, ne. Ja. Ja. Golob. Goloba, ne. Ja, to bi bilo res zabavno. To bi bilo pa res zabavno. In Da bi bila to ceremonija ustoličitve in... sproščujoče bi bilo, ne. Ja. Ni to zadrknem. Ja. No, pol imam pa zdaj namen predlagati, da pravijo, da je treba narediti spomenik osvoboditvi. Ne? In vizavi vseh teh spomenikov je človek zmeraj malo skeptičen, ne? Kakšna je potenca in kaj se bi na to temo lahko zleglo. Ne? In imam namen predlagati, bom dal Cajtanga, no, če bojo objavili, kaj pa s tem, da bi ta spomenik revolucije, ki je solidno, lepo delo Tršarja, ne, Ja. Marjana Tršarja, da bi ta spomenik prekvalificirali iz spomenik revolucije v spomenik osvoboditve. Simbolika s temi ljudmi tam Je vse ista. to vse ist šmoren, ne. In spred je tale monolitni kamen, tiste črke dol zbit, ne, pa napišeš spomenik osvoboditvi slovenskega naroda poceni, Tako je. pocen, pa dve zadregi rešiš, ne. Po eni varianti pa je, pa nas revolucije sploh ni bilo, ne. Je bila sam narodno-osvobodilna borba. Pol ta revolucija tudi sama po sebi majhen upešala, ne, tako idejno, ne. In bi se znebili tega revolucionarnega nagovora, ki ni več tako zelo popularen, in bi dobili lepo en spomenik osvoboditve. Kot sva rekla, kar se simbolika, Simbolika je čisto prava. isti šmoren. Ne. No, A to ste že predlagali? Še? to imam namen, zdaj enkrat se moram usesti pa napisati, pa poslati Aliju, če bo hotel objaviti. Ali Žerdin. Ne? Ja, vem, ja. Ali Žerdin je, no, težko rečem, da je ravno prijatelj, je pa mogoče malo več kot znanc, ne.
In on meni še kar objavlja stvari, ne. Ne moram pa reči, da zmeram vse, ne. Nema, ne. Ja, no, se dobro. Ma tudi vso pravico, ne. Se je urednik, ne. Ja, On, tako. ne, normalno, ne. In predlagal sem, jaz ne, ni to pa predolgo zdaj že. Ne, kam je ful zanimivo. In tale Rok Žnidaršič, ki je po mojem kar sposoben arhitekt, bi pa težko rekel, da se mu je posrečil tale spomenik sprave žrtvam vseh vojn. Ta dva kolumna. Ta dva zidova. Izrečnega. To je malo skromno, ne, za ta naslov, ne. In Mislim, ima veliko vsebine, pa te metaforike noter v teh peskih. Zdaj, no, jaz je ne vidim, no, ampak Bog požegni, če jo kdo vidi, ne. ne moš jo vedeti v bistvu, težko jo vidiš. Težko jo vidiš. Ja. Izbuzne se, mimogrede se zbuzne. Ja, tako, ja. In sem pa jaz že daleč pred leti bil v Kamniku na poti na pokopališče, je nek spomenik žrtvam, ki so padle v prvi svetovni vojni, in sicer gre za neko roko, ki se takole Ja. dviga iz zemlje in ta roka drži meč za rezilo, Ja, nad rezilom je ročaj, tako. kot da bi ga hotela ta meč za zmeram potegniti v podzemlje, ne. Obenem pa ta, jasna roka, meč, ne, so kakšne kri pocedile, da je ta napetost velikanska, ne. In to sem jaz zmeram štel kot eno najbolj pretresljivih spomeniških obeležij na Slovenskem. Skoraj da postavljam na prvo mesto. Po pretresljivosti. Se jaz kar strinjam, zato ker jaz sem iz Kamnika drugače. No, pa to in mi poznaš, smo ne? kot otroci morali s šolo hoditi na pokopališče za 1. november. No, pol pa In nekaj mene razlagati, je ne. ta roka vsakič pretresla, zato ker ta meč ne gre sam tako, ampak gre v to mišico noter. In to se mi je zdaj tako zmer malo Skratka, grozen, napetost kot neznanska. otroku. In jaz sem dobil podatek, da je avtor tega spomenika Boris Kalin. In sem potem skupaj z pokojnim, nažalost, Dragonom Ariglerjem sva skupaj naredila objavo v Sobotni prilogi, on fotomontažo, jaz priložnostni tekst, da bi povečano repliko tega, Ja? te roke in meča postavili pred ta zid. Pred kjer zid? Pred ta zid tam na Aha, Kongresnem tam je. trgu. Ja. A takrat, Arigler je bil še živ, ko je bil ta spomenik že postavljen? Oh, kaj, Arigler je umrl pred 3 meseci, ne? In seveda, Ne, no. pa sem pa zdaj zamenil to z nekom drugim. Ja, že vem, s kom sem zamenil. Ja. Z tem od Sačen Sači, Dragan Sakan, ali kaj je bil, on je pa že del. Ok, ja. No, on je naredil prekrasno fotomontažo in je bilo to objavljeno v Sobotni prilogi in se je vsul cel plaz kritik, da kako si jaz to predstavljam, kako jaz poenostavljam stvari, celo moji bližnji prijatelji so bili ogorčeni, ne. Rekel, kako ti moraš kar tako predstaviti eno umetnino, pa pol jo povečaš, pa pomanjšaš. Sem si mislil, maršal Tito od Avgustinčiča, ne. Mislim, da je imel vsaj 3 velikosti v izvedbi, ne. Eno originalno, ta veliko, pa eno ta srednjo, pa ene namizne so bile tudi take figurine, ne. Ja. Z tega Tita, ne, Ja, s plaščem, ne, pa to. Ja. Izkazalo se pa je, da je sicer Boris Kalin izklesal to roko, najbrž tudi meč, ker meč je iz brona, ne, roka je pa kamnita, Vidite? ampak da idejni
ta, ki se je spomnil, ki je idejno zasnovo tega kipa naredil, pa nek slikar, Zuderman, kamniški slikar in že dolgo časa pokojen. On kot slikar si je to zamislil, ni pa mogel tega narediti, ni bil niti tehnično opremljen, niti se s kiparstvom ni ukvarjal. Drugače pa on zelo dober slikar bil. In če pogledate na internet, to je Zuderman slikarstvo, ki je po krivici zapostavljeno in je ta Zuderman pozabljen od teh naših umetnostnih zgodovinarjev, ki ne znajo od Jakopiča, Strnena, Groharja, Jame pogledati še kam drugam. On je bil vendarle malo kasneje, ampak po svoje sodobnik teh impresionistov. Tudi malo je tako, ala impresionisti. No, kakorkoli oglasila se je tudi hči od Kalina in je zvalila na mene žveplo in krog. Ogenj in žveplo. In da vem, kaj še vse, da kaj si mislim, da njen oče bi se v grobu obračal. Če bi, to Po moje bi bil neskončno zadovoljen. Po moje bi bil vsak kipar bi bil po moje neskončno zadovoljen, če bi se to zgodilo. Original je tam v Kamniku, vsak si ga lahko pogleda, nihče se ga ne bi dotaknil, ne gre za predstavitev, ne gre za oskrunitev, gre samo za repliko, ki je toliko in toliko večja. Replik raznih kipov je pa kakor čas po svetu. Mislim, seveda, noben mu ne bi avtorstvo vzel. Je pa res, da bi verjetno ta hči morala dati neko soglasje, da se to skopira. Zdaj ne vem, ali pa je že to poteklo. V pravne vidike se nisem spuščal, ampak kaj je narobe s tem, ne vem. Še enkrat rečem, replik. Ja. Replik. Je polno, ja, to je res. Prenosov iz grafike v kip, iz kipa v grafiko, iz olja v grafiko, mislim, pa tega je na tone. Ja. Tega je na tone. Slike, ki so kopirane, kaj se, Brezjanska Mati Božja, ki je tako v časteh, to je Lajerjevo delo. A snajdla? Kva si ti je biti en požrtvovalen človek? No. Zdaj ima to vsebino, ne? Zdaj je to nabito za vsebino. Ja. In ta vsebina je zelo konkretna in jasna. Žrtva vseh vojn. To je to. To je to. To je to. No, in se je ta hči, ne vem, kako je imeno. To je tudi hči, je tudi stara tam 70-80 let. Da ga bi njen fotor rekel, da Boris... Ideja je bila pa Zudermanova, no. To sem specialno poudaril. No, tako da, malo za šalo, malo za res, ampak tako kot je Evita pokazala, na tej sliki se vidi, da je ta postavitev bi dobila neko pretresljivost. Ker zdaj pred ta zid neke vence postavljati. Če bo ta zid, ne vem, Salamonov tempelj, kot imajo tam v Jeruzalemu, pa ima neko zgodovinsko vlogo, pa tudi tega ni, tam je, kaj ste bila? A sta z Rokom, ki je govorila tudi o tem? Rok je moj prijatelj, on prihaja sem in mislim, da bo pojutrišnjem prišel in mislim, da bo naročil 20 tehle lajtov. Jaz sem čez njegove stvari že parkrat kaj v Cajtingah objavil, ampak on se ne pusti motiti. To pa res, moram reči. Jaz sem že večkrat tudi čez te zidove
Ja. Vsaj 2 teksta je dolga, ne. Ja. Pol čez neke ureditev tržnice in še kaj. Sem pa tudi ga pohvalil za marsikaj, ne. Ja. Ne, tako da je oboje prisotno in mislim, da se je zdaj najavil, da v te dni prišel. pride. Ja, Polajte. naročil jih bo, ne, Ja, ja. če sem prav razumel. In moram reči, ni človek, ki bi, kako se reče temu po slovensko, zelo pamtilo bil, ne. Pa ja, jaz mislim, da to je kvečemu enega spoštovanja ali pa celo hvaležnosti vredno, če ti nekdo neke stvari pove. Ja, Ni nujno, da je prav, da je narobe, da je tako, da ni tako, ampak da dobiš nek feedback, ker vsi, ki bi no, samo... mogoče, ne. Ja, jaz mislim, da je to tako. Da je to kvečemu dobrodošlo in mislim, da tudi Rok je dost velik človek, da to tako vzame. Vse, tako, ker ga jaz poznam, je tak, ne, da ne vem pa, Ja. ga ne poznam tako dobro kot... Za tisto reč v Žičah, ne, Ja, ko je nad to gotsko ja, samostansko cerkvijo naredil ta predlog, da se pol strehe ja, dviguje in spušča, ne. ja, Da sem bil malo skeptičen, jaz sem v bistvu konservativc, ne, tako, orenk, ne. Meni ne bi kaj takega na misel prišlo, jaz bi dal gor streho, ja. tako Pa ste kot, bil zdaj gor, ne? se pravi, bi dal streho neko gotsko približno, ne. Ampak tako kot prihajajo ljudje, jaz nisem bil še gor, Ne. pravi pa, da je zelo fajn, no. In da tako, če se malo vživim v stvar, bi rekel, da najbrž, da je to lahko kar Mislim, atraktivno. dobro, moje mnenje tukaj ne šteje toliko, ker pač bi se pa ne šel enkrat posrečam toliko pogledat, tega, ampak meni se zdi to, ker so tam gor naredili fenomenalno. Ja, pridejo vsi, fenomenalno. vsi, ki so bili gor, so navdušeni. Sem slišal no. tudi že veliko kritik, ampak meni osebno se zdi tako, kot so se oni lotili te ohranjanja dediščine, pa tega posega, pa dobro, ta dvižna streha je še atrakcija, ne, zdaj ti lahko rečeš, ja, če ne bo dež, bo tako pa bo pa tako, ampak meni se zdi, da res je taka poteza, da če bi na ta tako, v svetovnem, pa sem že veliko spomenikov in vsega videl, v svetovnem merilu se mi zdi to res top. Ja, tudi on, ki pride, pokaže kakšne stvari, Ja, ki jih je ja. delal, ne. In so fajn, ne. Ja, In moram reči, da jaz sem se že njegov profesor, sam sem ga pol nekako zgubil, no, kot se temu reče. Ampak sem v neki reviji videl, kako je predelal en kozovc v bistvu en vikend, ne, oziroma nek skedenj pravzaprav. ja, to govorite o tistem tam pri Logarski dolini. Ne, tle nek na Dolenjskem, pa Logarska dolina je spet posebej. Vrločnik, tista domačija. Mogoče, ja. Ne. No in jaz sem to videl v eni reviji in sem v tekstu, ki sem ga objavil, kaj ste kje, ne, sem ga izpostavil kot arhitekta, ki zna prisluhniti tradiciji, ne, na Slovenskem. No in to v Logarski dolini tudi zelo štima, ne. Ste bil gor? Vem, ja. Tisti je po mojem eno najbolj fenomenalnih No, del, in ta Logarska dolina je opremljena z lajti, ne, mislim, Ja, da vem. jih je 40 gora nekaj. Ja, ja. Ja, tisti je res božansko. Ja, vse pravim, no. Pol, zdaj najnovejši most, tlele na Ljubljanci, še pred Podpečjo, ne, seveda, jasno. Se pravi med, kaj bi rekel, med tem pa med Podpečjo, tam proti Podpeči gor, je naredil en nov most za kolesarje in pešce. In mislim, da tudi neke inštalacije grejo spodaj. In moram reči, da je to neoporečno, to je lepo, res lepo. Ni korbizijansko, ne. Ja. Skratka, spomeniki, ne. Malo za šalo, malo za res, malo pragmatično gledam jaz na marsikatero stvar.
In tudi jasno doživim take in drugačne kritike, nič ni to hudega. Je pa tako, da mislim, da med slovenskimi arhitekti sem jaz skoraj, da imam največji publicistični opus. Mislim, da ga skoraj, da ni nobenega, ki bi imel tako obširen opus. Tudi, če malo nazaj gledam, recimo Marjan Mušič napisal to Veliki arhitekti, pa tako naprej, to so 5 knjig, pa Kozolci. Če bi se to seštel, to mogoče, da je primerljivo. Vendar, to so knjige. Knjige so knjige, publicistika je v bistvu nekaj drugega, ne? Da bi še kdo prav od arhitektov pisal, ja, zdaj bil, kaj ste, Grega Košak je znal kaj napisati, Janez Lajovec je znal kaj napisati, pol je bil pokojni, tale B. No. B. Pokojni, no, ki je zelo na hitro umrl pol, no. Mlajš Orenk, mlajš od mene, ne. B. Ja, na B, ja. Kaj pa je tudi profesor ali je? On se je pol prav ukvarjal z arhitekturno kritiko. Patak. Patak? Ne, mislim... Ja, Patak pa Kovač. Ja. Ja, no. Tedva še zdaj, Patak je umrl, no, Kovač še zdaj piše. Ja. No, sam po obsegu ni to primerljivo, ne. Ne, sem mislil, da njega mislite. Ki je umrl prav mlad, no, tako. Vidka, no, kjer je bil, no. Na B. Ja, seveda. Zdaj sem spomnil, no. Aha. Zdaj sem ne malo nervozen, ne. Zakaj? Ja, zraven pa še malo nervozen, ja, prašaj zraven, ne. Če me tolikle objektivov gleda, moje ali vaše? Vse stransko in skupaj, ne. Moje, kvečemu. Moje. No, ampak to če reč, ta publicistika, tega je kar precej. In še nastaja, ne, recimo tamle na mizi imam poskusne odtise zadnjega teksta, ki sem ga oddal pred 3 dnevi, ne. Tekst obravnava Jadransko magistralo, ne. To je bilo Povelje, ne. To sem dobil od revije Outsider sem dobil. Aha, Matevž Panina sta vas angažirala. Od Outsidera sem dobil namig, da naj napišem nekaj o Jadranski magistrali in sem to pač naredil in je to že oddano in pač bo, ne. Aha. No, ampak da se vrne spet, ta publicistika je večkrat seveda zelo kritična, zlasti do moderne arhitekture in posledično tudi do avtorjev, ki to počnejo, ne, delajo in, rečemo, proizvajajo moderno arhitekturo. S tem si pač nakoplješ tudi, če že ne sovražnike, pa saj ne ljudi, ki bi bili, no, in kako prijazni, ne, vis-a-vis mene, pa tudi osebno, ne. Dobro, ampak to je davek, ki ga... Jaz mislim, da nimate ravno sovražnikov, mogoče se s kakšno stvarjo človek ne strinja, ampak... Jaz mislim, da sovražnikov nimam, ampak marsikdo pa reče najbrž, statec. Kar naprej neki pizdi, pa kar naprej misli, da vse ve, pa tega je gotovo nekaj, ne. No, zdaj sovražnikov... Ne, ker ste rekel, to si nakoplje sovražnik, ampak... A sem jaz prej v uvodu prav povzel tisti vaš stavek, da po Plečniku ne bi smeli narediti nič več, ali kako se je že tisti neki glasil, neki ste imeli eno tako izjavo? Se je imel že precej, no. Ja, sej, nekaj je bilo na to vižo, zato sem si jo tudi zapomnil, tako da... Ampak verjetno je bilo to bolj metaforično mišljeno, glede na to mnenje o moderni arhitekturi. Ja. A je bilo v zvezi z temle mostom pri Trženci? Nekaj tazga izrečeno, nekaj tazga? No ja, ta mesarski most. Ja. To je tudi
ena v bistvu polomija. Ne? In zdaj, ko rečem polomija, če bi to slišal Jurij Kobe, bi najbrž rekel, spet bo zdaj po meni padlo. Ne? Pa mislim, da Jurij Kobe ni nič kriv, ne? Ali pa pač naredil je to, kar je bilo v natečajnih pogojih zapisano. Ne? In ta most, ki je vse čisto v redu, vse mu nič ne manjka, ne? Ni pa Plečnikov, ne? To pa tudi Jurij Kobe natančno ve. Ne? Ja. To pa že je, ne? Da ve, v kjer predalček se bo dal tudi vizavi tega mostu, ki tam stoji. Jaz sem to, kar je Plečnik tam si zamislil, ne? To je bila dvorana nad vodo. Ja. Dvorana nad vodo. In natečajni pogoji zdaj niso dovoljevali, če se ta zgodi? V natečajnih pogojih je pisalo, da most ne sme biti prekrit. Aha, se pravi, so to že v izhodišču črtali. Kdo je ta pogoj v natečajne predloge uvrstil? Ne vem, si pa mislim, ne, približno, kdo bi lahko bil. Ne. No, čim je ta pogoj eksplicite postavljen, se ve, da je ta natečaj narejen zato, da ne bi slučajno se zgodil Plečnikov most. Plečnik, ali pa 50 let po, ali še več po njegovi smrti. In je to pač škoda. Ne. O tem sem tudi kar precej pisal. Ne. Še prednji se je začel natečaj. Ne. Da je treba to realizirati, ker nažalost potenca arhitekturna, splošna, veljavna tega projekta ne more preseči. Če pa se razpisuje natečaj na tako in tako temo, se pričakuje, da gre za nek presežek vizavi vsega ostalega, ki se je morda tam kdaj že muvalo. Mislim, da je to pa res osnovna misel. No? To je pa res osnovna misel. Zdaj sem se spomnil Kerševan. Mislim, ne tega vašega na B, ampak prej se tega nisem mogel spomniti. Ker sem rekel Patak, ko Kerševana sem mislil, da mogoče mislite. Patak je umrl, ne. Je bil mlajši od Kerševana. No, sej. Jaz se bom spomnil. Ja, sej se pravim, tako je. Na B je bil. Ni bil pa Bratuš, ni bil Budja, ni bil... Ne, Budja, hvala Bogu, da ne. Budja je zdaj. Budja je bil moj demonstrator, ne. Je dober risal, ne. Ja, sej še zdaj. Nisem tako zelo navdušen nad temi njegovimi najnovejšimi risarskimi izdelki. Res ne? Boljše risal kot demonstrator, to kar takole povem, ne. Ok, bom blažje povedal naslednjič, da se moram malo popraviti. Ja, kaj smo in kje smo zdaj ostali? No, naju je od Perucija odnesli v kipe in sva cel lok naredili, ampak mene pa v bistvu zanimalo, kako ste do mizarstva prišel, tam sva začela, ne? Pa sva pa malo odplavala, kar je čisto super, kar je. A to ste že bili od nekdaj v Mizaru, še predtem ste študiral v Mizaru, ali na faksu začel, ali kdaj se je to začelo pri vas? Tako nasplošno povzeto, v rodbini in v raznih vejah so ljudje, ki so bili, dajmo poenostavljati, so bili obrtniki in so se ukvarjali z lesom. In v naši rodbini je neka naklonjenost tehničnim poklicom, medicini in en brat je matematik. V vseh mojih rodbini, tako levo, desno, gor, dol, naprej, nazaj, ni pravnika, ni ekonomista, ni politika, ni človeka, ki bi bil v kakšni stranki. Skratka, ali pa filozofa. Se pravi, bi lahko rekli čista rodbina. Dobar, s filozofom bi bila še vedno čista, ampak brez ljudi. Gor rastu, ne, je veljalo, je bila skoraj prepoved, da bi se kdo vpisal na pravo in je foter skoraj prepovedal, da bi se kdo vpisal na ekonomijo, tudi filozofija
Kaj pametnega študiri je foter rekel. Tako da v familiji imamo to nagnjenost k tehniki. Medicina, to je bilo tudi dopuščeno, ne? In pok je brat študiral matematiko, tiste je bilo tudi zelo požegnan, ne? To je foter mi rekel, ne stone. Začel kar piha. Moj brat Anton, matematik, on je bil daleč nad vsemi, ne. Vse ženske, pa midva z bratom, se pa so bila, to je bilo vse bil tako. Ampak Tonek je matematik, to je pa bilo fotrov. Tako da neka inklinacija k tem operativnim zadevam je bila. Pri nas doma smo imeli kar precejšen vrt. Tam zdaj stoji policijska postaja in je tam rasla ena sliva, češplja, in tisto se je posušilo in podrlo in sem jaz že takrat, kaj sem, koliko sem bil star, 28, 29, 30 let, sem dal razžagati. In sem potem narisal doma nek stol, ki ne bi se iz te češplje naredil. In to češpljo sem odpeljal v Šentvid, mizarju, ki se je pisal Fritz. In ta Fritz, nekoliko sem ga moral poznati, ali pa kakšen v familiji so pač vedeli za tega Fritza, je videl ta načrt in to češpljo in je rekel, ja, veš, zdaj se mora pa to posušiti, to je zdaj malo frišno, vsaj en let se mora sušiti to. No in ta let je minil in tista češplja je bila še zmeraj pri njem in tisti načrtek je bil še zmeraj pri njem in če sem kdaj kaj podrezal, kot se temu reče, rekel, ja, pa saj nimam nikoli časa, da bi se s tem ukvarjal. In je to mogoče trajalo kar 2-3 leta, ne. Jaz sem se takrat ukvarjal z grafičnim oblikovanjem, največ, ne. Ljubljanska banka je bila takrat zelo tako. Znak Ljubljanske banke naj bi bil deloma celo moj izdelek, ne. Čeprav jaz trdim, da je to v glavnem zatem Peter Skalar, ampak no, v načelu v literaturi piše, da naj bi bil ta znak kolektivno avtorsko delo. V literaturi, zdaj kako je to v praksi, zdaj ste, mogoče druga reč. S tem Fritzem, ne, sem videl, da z tega se ne bo zgodilo. Ne bo kaj dosti zgodilo, ne. On je tudi vedel. Stal je zoprnija za enega tišlerja, ki ima opravka z Iverkam, pa s tem rečmi, ne. Pa je vedel, da mi ne more, ne vem, kva računati najbrž, ne. In tako naprej, tako da je ta les, kažem, kako nekako tam propadel tudi enkrat. In je tudi ta Fritz pa je malo tudi umrl. In sem jaz potem, ne vem za koga, iz kakšnega nagiba, narisal en drug stol. In ko sem jaz to narisal, vidim v časopisu oglas, takrat so bili še oglasi v časopisu, ne tako, kot zdaj, kaj vse, internet, ne. Prodam hobi, mašino, kiti, 5 operacij, naslov ta. No, jaz pokličem kaj in se izkaže, da je to nek zobozdravnik, ki bo takrat poročen z mojo sestrično. To je bilo tudi smešno, ko sem pokličal. Sva tam čez telefon, eden na drugega zjala in rekel, ja, saj jaz stanujem v Zelenjam. Se rekel, kako v Zelenjam, kje pa? Ja, saj jaz sem zobozdravnik, drugač, pa se je skazalo, da je to nek Franek, ki
je ob tem svojem zobozdravništvu tudi sem mal dajal z lesom. In sem jaz rekel, kaj se tem, naj bo krče. In sem od Franeka to mašino Kitty kupil in sem dal za njo v jugoslovanski valuti, ampak vem, da je bilo to 5000 mark. To je bil velik denar. To je bil velik denar. In sem dobil to mašino Kitty, ki je bila pa v resnici nova. Torej, to je bilo kot novo. Tudi on, ne vem, če je kaj dosti delal. In ta mašina tamle stoji. To je tale mašina, to je ta Kitty. Aha, ta. Tale, ta prva. Okay. Se piše gor Kitty. A je tale, tole je bilo to? Tale spode Kitty. Aha, s cirkularjem pa šavštokom pa vse. To je mašina, ki ima 5 operacij. Aha. No, in jaz to mašino pripeljem dam in vzamem tisti načrtek, Ja. ki je pač bil že narisan in se rekel, naj bo krče, Svet križ Božji, ne? Pa pojmo, ne? In se je izkazalo, jaz sem že pri teh mizarjih zmeraj malo tako gledal, kako pa kaj, ne? Tako da sem imel en približen vtis, kaj to je, ne? In se je izkazalo, da nek človek, ki ima vendarle neko tehnično izobrazbo, z nekim malo tehničnim pristopom, hitro ugotovi, kaj so neki mizarski osnovni prijemi. In sem na tej mašini naredil svoj prvi stol. Vitka, a ga najdeš, knjiga številka 1? Ja. Kar tamle gor, kaj je. Ja. Ki ima 6 nog in se imenuje... 6 nog? Ja, 6 nog ima in se zato imenuje Sixtus. In ko je bilo to narejeno, je ta stol, kaj ste v nekem okolju, v katerem živim, je kar dobival neke pohvale, ne? Pa se to pa kar je nekaj, pa se je to malo drugače kot ponavadi, ne? Ja, če ima 6 nog. Jaz sem to potem vse obdelal še s šelakom, kar je zdaj že eksotično zelo, ne? Šelak, ne, to je ta tradicionalna površinska obdelava. Tako da je ta Sixtus doživel kar nekaj ponovitev. Kako se imenuje Sixtus? Sixtus, zdaj ga bomo videli. To je objavljeno. To je objavljeno. To je objavljeno v knjigi številka 1 in to je moj prvi izdelek, ki je bil narejen na tole mašino. Wow. In sem pol naredil vsaj eno, če ne 2 ponovitvi. Ena je pri Eviti doma in je ta stol videla tudi slovenska slikarka, hči pokojnega Bojana Štiha in Melite Vovk, ki se popularno je ime Ejti, v resnici pa Marija Štih, poročena v Bolivijo Fernandez de Cordova. In je ta stol videla in rekla, pa čak mal, jaz bi pa imela tudi tele stole v moji jedilnici v Boliviji, v mestu Santa Cruz de la Sera. Aha. To je drugo največje mesto v Boliviji. La Paz je gor v hribih, ta Santa Cruz je pa v nižini. In se rekel, čak mal, kako jaz to delal, pa Bolivija, pa rekla, ne, kar daj mi načrt. Sem dal jaz načrt in se je naredilo 12 teh Sixtusov, ki stojijo
v Santa Cruz de la Sera. No. No. Dober smisel. Po slikah sodeč so to lokalni, pač tam bizarji, saj tako veliko mesto premore gotovo. Ja, sigurno. Nekaj ljudi, ki znajo marsikaj, ne. In se je tako začelo. Tale prototip, ki je tukaj na sliki, je pa še zmeraj pri meni doma. Potem sem na to mašino naredil tale stol, Anton, ki se zgleduje po temle stolčku, ki ga je pa moj roditelj Anton Suhadolc naredil tam v 30 letih pred drugo svetovno vojno vsekakor. No, in se mi je zdelo, da je malo mogoče podobno, mu dal ime Anton. In tale stol, tako kot se vidi, s temi luknjami, s temle medeninastim okrasjem, s tole nogo, baročno, takole malo porogljivo, pritaknjeno. Ta stol je pa doživel že neko kar dobesedno svetovno slavo. A ja? Skozi kaj? Ja. Ta stol je bil objavljen pri nas, ne vem kolikrat, v raznih revijah, cajtangah, taki povezavi, zuno povezavi, tretjo povezavi, četrto. In tudi v inozemstvu v nekih revijah. In v eni reviji se ta stol znajde v družbi z stolom od Gaudija. Opa. In z stolom od Tuskasa in stolom od Boreka Šipka. Torej v neki zasedbi dobesedno sanjski. Prestižni družbi. Sanjski, ne. Je. No, to pa da človeku neke zagonske moči, ne? Je. Da se potem loti in sčasoma postane to zmeraj bolj aktualno, ne? Jaz sem bil takrat še zmeraj profesor na šoli in sem pač v prostem času v kleti hiše, kjer še zmeraj stanujem, na temle strojčku, majhnem, ki je bil takrat kot nov in je bil neskončno precizen. Je? Zdaj je to stara šklemfa. Ta stroj je bil zelo natančen, se je dalo lepo z njim delati. Seveda, za en stol je bil dovolj velik, ne? Za mizo pa ne, ne? Ne ploskve, široke te gor, ne moreš, ne? No, in se je potem pol to nadaljevalo in, ne vem, Oskar, ne? Ja. No. Takle orh. Ja, to ni, ravno sem hotel pokazati to. To je, ja. Enkrat v življenju, nikoli več. Tacga lesa, nikoli več. Ja. In tako naprej, in tako naprej. Nastal je tudi nek finančen efekt, ne. Stvari so se naročale, stvari so se začele tudi nekako prodajati, ne. In, kot pravijo Francozi, da je brez denarja slava bolezen, ne. In tako, ne gre za realizacijo nekih zamisli, ki se potem kopičijo, ne, ampak gre to tudi do neke mere izpod nog. In meni ni nič hudo, če gre kaj od hiše, kot rečemo, jaz ohranim načrt. Načrt je v bistvu kreacija. No. Načrt je kreacija. Izdelek je že posledično, ne? To je posledičnost. In tako rečejo, ja, si dal ta stol stran, ni problem, imam načrt, lahko jutri naredim še enega. In se to tudi dogaja, seveda najbolj s temi stoli light. Ja. Za te stole light celo arhitekti, kolegi pravijo, da je fajn stol, ker je tako malo
modernističen, ne? Ja, se ravno to sem, se imam, Brez kakšnih toliko tem se mi zdravo odpira, ja, ampak, olepšav. ja, ker ste prej In rekli, tem da sem ni. naredil na stotine, ne? Na stotine. Ne? Ja. Ja, se še jaz imam doma. Zdaj, da bi s to robo obogatel, to je malo verjetno, da bi kupil s tem vilo na Floridi, to se ne bo zgodilo, ne. Tudi jahte ne, ne. Ja. Tudi se kakšnega Bentleya najbrž ne bom nikoli vozil, ampak to početje daje neko zadoščenje in jaz pri tem nič ne trpim, ali pa saj ne preveč, ne. In to, da človek počne, dela neko reč, pa da dobi za to eventualno še kakšen krajcar, ne. To je po moje največ, kar je življenje. Vreden, če odmislim neke mogoče čustvene vidike vizavi nekih čustvenih odnosov do, ne vem, zdaj se razume, ne. In jaz vsakmu privoščim, da bi v svoji službi, v svoji poklicu, da bi bil zadovoljen in da bi za to dobil tudi en smiselen denar, pa tudi če glih jahte ni, ne. Ja. Pa da ne greš spat z nekim občutkom, kva se bo zgodilo tam, pa kva te bo nategnil s čim pa to. Tega praktično ni. Nekaj zadrega sem že omenil, ne, Ja. vizavi plave pa rjave barve, Ampak to to je je še zmeraj v okviru humorja, ne. Ja, ja. Pa to je nekako vaša taka zelo suverena garancija. Ja. Jaz bom to naredil, pa če vam ni, ni. Ampak s tem si vi zagotovite, da ohranite svojo suverenost pa svojo svobodo kreacije, ne da vam nekdo To je to. narekuje. To je to. Ja. In To še recimo- enkrat rečem, ja. vsakmu privoščim, da v okviru svojega poklica uživa, da mu ni v muko, da ne trpi preveč in da je tudi dobi tisti nek krajcar, ne. In moram reči, da obrt, ne, je temu lahko zelo blizu, ne. Ja, seveda, ker Pa ni rečen, da ravno samo mizarstvo, vse tudi karkoli. kovinarsko, cel kup stvari, kjer se človek lahko realizira, pa nima občutka, da je breme družbi, ne? A se temu reče tako, ne? Ja. Ja.